Potrošniške organizacije vsako leto preizkusimo veliko izdelkov za zaščito pred soncem. Kako torej poteka naše testiranje in zakaj lahko neodvisnim potrošniškim primerjalnim testom zaupate? UVB test naredimo v laboratoriju na prostovoljcih. Na delček kože nanesemo kremo za zaščito pred soncem. To potem izpostavimo sevanju UVB. Zaščitni faktor UVB smo izmerili po standardih Kolipa in Vivo. UVA žarki prodirajo globje v kožo in povzročajo poškodbe njenih globih plasti. Pravimo jim tudi tihi ubijalci kože, saj učinek delovanja žarkov ni viden takoj. Z izdelki za sončenje ne varčujte. Več kreme, več zaščite. Izdelek bo zagotavljal ustrezno zaščito le, če ga bomo nanesli v zadostni količini. Teoretično bi 1,80 cm visok človek za en nanos moral porabiti kar 40 ml izdelka in nanos vsake 2 uri oziroma po prihodu iz vode obnoviti. Zaščitni faktor SPF označuje stopnjo zaščite le pred UVB žarki. Teoretično naj bi SPF 30 pomenil, da se lahko izpostavljate soncu 30krat dlje. Če je vaša koža opečena že po 10 minutah, bi bili lahko na soncu 300 minut. V praksi pa te številke raje vzemite bolj z rezervo. Izdelki za zaščito pred soncem morajo imeti označeno tudi stopnjo zaščite pred UVA žarki. Razmerje mora biti 3:1. Torej, če ima izdelek SPF 30, mora biti zaščitni faktor UVA vsaj 10. Kljub temu, da potrošniške organizacije teste upravljamo že vrsto let, še vedno vsako leto odkrijemo izdelke, ki kože pred sončnimi žarki ne zaščitijo v takšni meri, kot obljubljajo. Najboljši izdelki z testa ne nudijo le dobre zaščite pred soncem, ampak so tudi prijetni za uporabo. Na testu se vedno znova izkaže, da dražji izdelki ne zagotavljajo boljše zaščite pred soncem kot njihovi cenejši konkurenti.